Intermeco. Bi lahko zapela nekaj, ne? Zraven pa Ne vem, če sem tako gibka v glasilkah, ki si ti v prstih, a veš? Ja. Glej, Mamma Mia, ne? Pred tem se moramo veliko ustaviti, ne? Magari. Zato, ker je to, no se prej si že malo nekaj omenila, ne? Kaj misliš, da se je zgodilo s to Mamma Mio, da je to bum, ne? Lej, jaz mislim... Polnite dvorane, hale in gledališča. Ja. Lej, glasba je, mislim, da tle na prvem mestu. Glasba je spevna, fina, teksti so razumljivi. Pevci, ki smo bili povabljeni k sodelovanju, pojemo razločno, da tudi publika sliši, kaj pojemo. Veliko se je razkiralo za ozvočenje, za mikrofone imamo dobre, tako da imamo lep zvok, da tisto, kar smo pripravili, tudi lahko odlično podamo, da nas ljudje razumejo, slišijo. Ker musical je pa dramaturško narejen že takrat, ko so ga naredili pogruntano in tle nikaj ne. Smo pa srčno pristopili, to pa smo. Na kdo se je spomnil, je to Jure bil ali kaj? Jure je čakal na, Jure Franko, producent, prospod iz Radovljice, on je čakal 6 let na pravice, da jih je dobil. To si je zelo želel narediti in ko so prišle novice z pravicami, je takoj šel v akcijo. To, da sva pa midve z Alenko dobili tudi 2 vlogi, z najino sošolko Simono Franko, je pa meni ena taka neverjetna lepa stvar, da sva dobili povabilo, niti nama ni bilo treba na audicijo. Tako da... Kaj se to pomeni, da sta z Alenko, sta si... In Simono, mi smo bile sošolke na srednji glasbeni. In takrat smo se že zelo lepo razumele. In ta trio bivših dinamitk ali pa še vedno dinamitke nastopajo tle noter, to je en tak steber tega muzikla. 3 mal postarane gospe, ki so včasih imele vokalno skupino in so nastopale, se na tej prihajajoči poroki pojavijo na dekliščini z enimi svojimi točkami, ne. In to je en tak zelo luškan moment v muziklu. In Simona si je želela, da bi pač te vloge bile dodeljene pevkam, ne pa obratno. Zato, ker abo moraš odpeti, se veš, to so več glasjak in če to ne odpoješ, že Privšek je rekel, to je simfonija popa. Aba, ne. In če tle ni odpeto tako, kaj treba in odigrano, imamo tudi odličen ansambl, nimaš kaj praskati pri Abi. Jaz mislim, da je to tudi skrivnost. Je odlično postavljena, dramaturško, dobro prevedeno. Tekste je delal Domaž Numicel. Potem smo imeli režiserja Juga Radivojeviča, ker so tudi v Beogradu, je delal Jure tudi produkcijo Mame Mie, srbsko varianto. Imeli smo tudi kostume in sceno njihovo, mislim, po njihovih načrtih smo prenesli. Mojca Horvat, odlične koreografije. Tako da smo delali dolgo, mislim, da smo delali več kot pol leta, ampak to res intenzivno. In se mi zdi, da se ta trud potem... Čakaj, to je že dolga zgodba. To je zgodba, junija bo 2 leti. Junija bo 2 leti od premiere. In spet v Hali Tivoli in... Spet v Križankah. In spet v Križankah. In spet polno. A hodijo ljudje, grejo po 2-krat ali kaj? Grejo po večkrat gledati. Ker je en tak happening. In zato jaz rečem, slovenska duša je še vedno noter in še vedno zna poslušati in sprejemati. Mislim, to zdajle imam mravljince, no, ker vidim, koliko so ljudje željni tega. Kaj prej si omenila eno zanimivo zadevo, treba jasno odpeti, da ljudje razumejo. In če se zdaj malo vrnemo na najino debato malo prej, a se ti ne zdi, da se zdaj dela tudi vokal, ne? Da se poje eno slovensko besedilo na recimo ameriški način, z nosljanjem, za ne vem kaj vse. Zadnjič se vozim in poslušam eno pesem in pol na koncu sem ugotovil, da je pravzaprav pevka pela v slovenščini. Kot da bi bile ne vokalize. Meni Charlie skozi reče, pa Damjana, ti kaj razumeš ali je z mojimi ušesi kaj narobe? Jaz, ker sem zelo poslušam tekste rada, potem ujamem kakšen tekst vmes, kakšno besedo tako, ampak načeloma pa se mi zdi, da je to trend, veš?
ta stil. Se pravi, da je treba jaz tega ne učim, kadar učim. Za soul dušo, ki slovenska ni. Tako malo, a veš, ampak pač, lej, kot rečeno že prej, odprta sem za te nove trende. A ni to copy-paste neke ameriške produkcije? Seveda, sej tudi ki so nam jo že na tone sem prodali, mi pa zdaj hočemo to prodati naprej. Kako to seveda, veš, to je pač, ne vem, mogoče linija najmanjšega odpora ali pa strah, da bi raziskoval svoj nek izraz. A veš, ker zelo težko je v bistvu prodreti z enim svojim. Sploh pa mi, ki smo majhni, ne, z nekim. Zelo težko. Pa govorila si o tej slovenski duši, ki jo imamo, ne? Jaz sem, mogoče zgledam ko eno ciganče, a veš, ampak jaz to dušo tako močno čutim. Vedno, ko grem na vrt, začutim to lepo deželo, to čudovite ljudi, ki smo tle, ampak neki smo zadržani, a veš, ampak ko pa vidim folk ljudi, da nam tako grdo rekla, ker nas pridejo poslušati, a veš, to je včasih več kot 2000 ljudi. Dobesedno srkajo, ne? Vem, da to je tle. Vem, jaz, ko sem bila mlajša, pa so mi vedno rekli, ti delaš tako malo težko muziko, ni čudno, veš, da ljudje to ne. Ampak nikoli me niso mediji na tak način podpirali, da bi promovirali tudi mojo muziko. Ampak nič se ne pritožujem. Je ravno tako, kot je bilo ravno prav. Ampak nekako nisem imela tega zadoščenja in sem si vedno želela, ko bi enkrat imela možnost, da bi 2000 ljudi, a sem preveč, premalo skromna, da si to želim. No in zdaj se mi to uresniči in vidim, da ljudje, če jim ti nekaj podaš in če je skupina ljudi, ki so srčno pri stvari, se da narediti. Seveda je pa res, da ima produkcija Mame Mije tudi odličen PR. To je pa pač zdaj mora biti, skozi spominjati ljudi, ampak to so pa drage stvari, zelo drage. Tako da en glasbenik ali pa dva, kot smo mi dva s Čarlijem, si to težko prvošva. Ampak glej, kaj pa misliš o trendu, da se zaradi tega, da bi bili slovenski glasbeniki, da bi jih ljudje poslušali, da začnejo delati, pojejo slovensko besedilo na nekaj jugomelose, recimo. Vem, kaj misliš. To se dogaja. Želijo se približati, vse jaz jih razumem, želijo se čim bolj približati, ker vidijo, kako lepo kako naši ljudje lepo sprejmejo hrvaško ali pa srbsko glasbo. Pa naredijo slovensko besedilo na to, v bistvu, na tako varianto. Ker ni slovenske duše. Ampak to ni, to ne bo nikoli šlo fajn skozi. Mogoče kratkega diha, ne vem. To je kratkega diha. Ne verjamem, da je to zadoščenje, tako ta pravo res noter. Torej moramo ustrajati in pogruntati, ne pogruntati, se nimamo kaj pogruntati, se nosimo v sebi to slovensko dušo, ampak moramo ustrajati, da to pride do ljudi, ne? Jaz mislim, vsak mora pač iti po svoji poti, če se mu zdi tista, ki sva jo omenila, prava. Vsak mora biti na svoji poti, srčni poti. In če ni, ne umreš zlahka. Jaz si vedno tako rečem. Jaz želim mirno umreti, se pravi, hočem iti po svoji poti. Odlično. A veš? Zdaj povej mi, kaj je potem zdaj tista tvoja 1/10? 1/10 je pa moja nečimernost, pa moja trma, pa moja tečnoba. 9/10 je muska in vse to, ne? Kaj je zdaj tista 1/10? Kaj počneš, ko muske ni? Ko se zaprejo reflektori, ko ni nič? Včasih padem v klet, jaz temu rečem, a veš? Padeš v klet, pa se a veš tisti, in moraš biti včasih v kleti, da bi znal ceniti, kaj je ven, izven kleti. No, v tisti 1/10 pa včasih v klet padem, se zavlečem v luknjo, premlevam in potem probam splezati ven in ajmo dalje. Gremo dalje. Je vrt tista 1/10? Ne, vrt je not v muski, ker si ti v vsem tem džumbusu, moraš imeti tudi en relaks, a veš, nekaj, da res odtavaš in v vrtu jaz odtavam. In zato spada to v 9/10, ker rabim odtavanja, da lahko spet pritavam nazaj, veš. Sploh zdaj, ko sem že malo si na let naložila, pa se akumuliram tako hitro, veš. Še ena misel, predno zaključiva. Jutri je 1. maj, kaj ti pomeni
Živel 1. maj. Kaj ti pomeni praznik dela? Praznik dela. Meni je lepo praznik dela, zato ker jaz sem tak delovni človek. In sem zelo težko primer, pa da v luft gledam. To se sploh učim v tisti 1/10, kako tudi biti v miru, brez dela. Pa me pa tako nekaj v križu žge, a veš, pa sem pa lahko primer mal, ne. Moram prav premisliti, kako se bom obrnila v to. In se mi zdi, da me življenje uči, da moram tudi se umiriti. Tako da praznik dela, ne veš kaj. Žive 1. maj, naj bo. Hvala lepa, ko ste prišla na kavo. Hvala, Džani, za vabilo. Vse dobro in srečno. Enako, srečno.